Jaz si želim, da bi jim dajala poleg znanja in vseh teh ciljev in standardov, ki so pač predpisani, predvsem bi želela, da razvijajo en sočuten odnos do ljudi, da bojo znali živeti v skupnosti in drug z drugim, v družinah, da se znajo izražati, da znajo izražati svoje potrebe, želje, zato uresničujem kar naprej tiste njihove želje, zato ker želim, da so slišani in videni. Kot ravnateljica sem videla ogromno res dobrih, odličnih učnih ur in vsak učitelj ima neko svoje strategije. Jaz bom rekla, se mogoče razlikujem po tem, da zelo veliko uporabljam, bom rekla, teh tehnik nevrolingvističnega programiranja, sidranja močnih sider, predvsem pa, da jih jaz učence, preden se gremo učiti, čustveno pripravim, da so v dobrem čustvenem stanju. Ker takrat, ko so v dobrem čustvenem stanju, si več zapomnijo in je učenje mnogo lažje. Ja, danes ste videli, da so zelo sproščeni, zelo so komunikativni, nekako, bom rekla, znajo razmišljati izven okvirjev, imajo ogromno pobud, želja. Tako, kreativnost je na mnogo višji ravni. Na moji učiteljici mi je zelo všeč, ko nas vedno spodbuja in upošteva tudi naše želje. da ko imamo problem, se lahko pogovorimo. Ko se zelo veliko pohecamo. Všeč mi je, ko je prijazna pa takoj rešimo problem. Da opišemo tistega prijatelja, ki nam je storil nekaj lepega. Rada bi učiteljico pohvalila tudi, da nas uči celo leto. Jaz se veliko naučim od nje, ker bi tudi jaz postala učiteljica. Jaz sem pripravljena deliti svoje tehnike, metode, kar jaz uporabljam v razredu z učenci. Absolutno pa bi si želela, da bi bil glas učiteljev, teh, ki smo danes v sistemu, glasnejši. Žal mi je, bom rekla, da smo tam nekje ob robu in mislim, da je čas, da se bi morali tudi mi bolj jasno in glasno postaviti zase in predvsem za učence. Pa ne govorim tukaj v smislu plačnih sistemov in tako naprej, ampak nekaj v sistemu hudo narobe, glede na to, da je vsak četrti mladostnik danes ima težave z duševnim zdravjem in absolutno bi bila ta naša prioriteta v tem smislu, kako narediti pouk, šolo bolj varno, bolj spodbujajočo in bolj nekako sproščujočo. Želim si, bom rekla, da bi moji učenci postali dobri ljudje in da bojo dobri partnerji, možje, starši. To si želim, da bomo nekako sistem vrednot gradili. In pa zelo pomembno se mi zdi, da izpostavim, današnji mladi potrebujejo varno navezanost. To pomeni, da imamo dovolj časa za stik z otroki, da smo z njimi pristni in iskreni in da imajo otroci tudi čas izraziti sebe in izkazati svoje potrebe in želje. Vsi preveč hitimo, tudi v šoli, starši doma, otroci pa kličejo na pomoč.